Dobro jutro, ura je 20 do 9, Valentin tukaj. Samo odpuščanje, kako ga nadaljujemo, ko si odpustimo neko stvar, ko napišemo stavek samo odpuščanja, sledi stavek samozaveze. Samozaveza predstavlja nov program, ki ga nadomestimo z programom, ki smo ga odstranili. Gre torej za obliko reprogramiranja samega sebe, da popravimo svoje obnašanje, svoje miselne in vedenjske vzorce, ki ne podpirajo enakovrednosti življenja. Ko recimo opazimo neko čustveno reakcijo ali neko misel, najprej ozavestimo to misel, ki je v ozadju te reakcije, in potem vidimo, v čem je ta misel v neskladju z univerzalno fizično realnostjo in v čem ne podpira življenja kot enakovrednega. Potem pa seveda to prepričanje zamenjamo, ga odstranimo in se uskladimo z principom enakovrednosti in enosti vsega življenja, vseh živih bitij. In kaj nas seveda tudi drugače loči v to so razna prepričanja, kako stvari morajo biti, kako ne smejo biti, razni ideali. In da tudi ta prepričanja odstranimo in da se uskladimo tako, da smo integrirani z fizičnim telesom, da smo v tem trenutku, v sedanjosti, sposobni sprejemanja univerzalne fizične realnosti, taka, kot se kaže v tem trenutku. Na primer, za prvi scenarij, ko smo šli v lokal, ko sem naročil pijačo in mi je natakar prinesel drugačno pijačo, kot sem jo naročil. Takrat sem se razjezil in potem sem si naredil analizo miselnih vzorcev, samo odpuščanje, ker sem odpustil si, samemu sebi, to čustveno reakcijo in te misli absolutizma, da natakar absolutno vedno mora prinesti takšno pijačo, kot sem jo naročil. In kako potem sledi stavek samokorekcije? Takole. Zavezujem se, da v primeru, ko naročim neko pijačo in če mi potem natakar prinese drugačno pijačo, kot sem jo naročil, da učinkovito diham in ostanem tukaj. Razumem, da nihče ni popoln, da se vsi kdaj zmotimo in zato pomote sprejemam kot sestavni del življenja. V primeru prehitre vožnje po avtocesti zavezujem se, da v primeru, ko vozim po cesti in opazim, da nekdo ne spoštuje prometnih predpisov, da učinkovito diham in ostanem tukaj. Razumem, da ima lahko kdo utemeljen razlog, da krši prometne predpise zaradi neke višje sile, zaradi objestnosti ali zaradi neznanja. Na ta način uskladimo samega sebe z realnostjo
začenjamo razumeti, dojeti, zakaj stvari na tem svetu so take, kot so. In na ta način omogočamo samemu sebi, da ostanemo z zavedanjem tukaj, da ne dovolimo nobenih čustvenih reakcij, nobenih energetskih premikov v samemu sebi in da potem seveda, če bi kaj od tega, kar smo opazili, želimo izboljšati, da naredimo načrt, kako bomo na sistemsko sprejemljiv način te stvari spremenili, da se ne bodo več dogajale. Bistveno je torej, da stvari na tem svetu spreminjamo tako, da ne povzročamo v prvi vrsti čustvenega konflikta v samemu sebi, potem pa tudi, da v komunikaciji z drugimi ljudmi svoje želje izražamo na ta način, da tudi namenoma v njih ne povzročamo čustvene reakcije, torej da bi jih začeli izbadati, zafrkavati, zasmehovati in tako naprej, ampak da se z njimi obnašamo kot spoštljiva, enakovredna bitja, da imamo spoštovanje do vseh in na ta način potem lahko maksimalno dosežemo rezultate v našem življenju, da spreminjamo ta svet na ta način, da nas vsi razumejo, kaj želimo in da seveda, da so tudi te naše želje, ki jih želimo uresničiti v sodelovanju z drugimi ljudmi, te želje naj bi bile tudi v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da spreminjamo svet tako, da se bo svet izboljševal, tako da bomo vsi tukaj živeli v čim bolj polnem miru, sožitju, izobilju, blagostanju. Toliko za danes. Nasvidenje prihodnjič.